Spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes bodo v ospredju naše pozornosti trije sodelavci Inštituta Jožef Štefan, ki bodo za pomembne zasluge na področju raziskovalnega in izobraževalnega dela ter za prenašanje znanja na mlajše rodove raziskovalcev prejeli priznanja. Nemogoče je ujeti vse ali večino utrinkov, ki so po zaslugi današnjih nagrajencev zasvetili na področju njihovega delovanja, med njihovimi kolegi in nasploh kjerkoli. Bomo pa s predstavitvami tako njihovega dela, kot njih samih skušali ujeti vsaj delčke njih. K mikrofonu najprej vabim profesorico doktorico Mojco Čepič, da predstavi prvega dobitnika priznanja zaslužni znanstvenik Inštituta Jožef Štefan. V veliko čast mi je prvič, da sem lahko bila med predlagatelji akademika profesorja dr. Boštjana Žekša za ta imenitni naslov. Drugič, da ga imam tukaj priliko predstaviti njegovo delo in tudi razloge, zakaj mu je ta naslov podeljen. In tretjič, zelo mi je žal, da pač zaradi trenutnih zdravstvenih težav ne more biti z nami. Ampak vseeno, naj povem nekaj besed o njem. Če se najprej osredotočim na raziskovalno delo. Njegovo raziskovalno, tako formalni podatki so naslednji. Diplomiral je leta 1966, takoj po diplomi se je zaposlil na Inštitutu Jožef Štefan, potem je leta 1970 magistriral in leta 1972 doktoriral. Leta 1977 se je zaposlil na Inštitutu za biofiziko Medicinske fakultete kot profesor in kot raziskovalec in tam je ostal do svoje upokojitve. Leta 2008 je pa prekinil dopolnilno delo na Inštitutu Jožef Štefan. V tem času je vzgojil številne ljudi, sodeloval z mnogimi in predvsem je imel mnogo prvovrstnih raziskovalnih rezultatov. Njegovo raziskovalne dosežke, raziskovalno obdobje lahko nekako delimo na tri področja, čeprav so mnoga med njimi potekala vzporedno. Na začetku se je ukvarjal z kristali, trdnimi kristali, s feroelektriki in antiferoelektriki. Iz tega obdobja so številne objave, najpomembnejša je mogoče knjiga Soft Modes in Ferroelectrics and Anti-Ferroelectric založbe North Holland, ki je še danes uporabljala kot gradivo, ki je bila prevedena v ruščino in kitajščino. In okoli tega je kar nekaj zgodb. Marta Lavriša, ki je to knjigo tipkala na navaden, običajen pisalni stroj, mi je nekoč pokazala knjigo in rekla, lej, tukaj so pa kitajske pismenke in vmes piše Marta Lavriša v latinici, v smislu, tako so se zahvalili tudi meni v knjigi sami. No, znanje iz tega področja je v nadaljevanju, ko so se pojavili tekoči kristali in so prišli na inštitut, je začel to znanje vpeljevati, uporabljati na tekočih kristalih. Tekoči kristali so snovi, ki so nekako vmes med kristali in tekočinami in sami veste, da je fizika kristalov nekaj posebnega, fizika tekočin nekaj posebnega, tekoči kristali so nekaj posebnega na kvadrat. Prav tam je mnogo več prostostnih stopenj, mnogo več struktur, mnogo več možnosti za udejanjanje raznih naravnih zakonitosti, kot je recimo minimizacija proste energije, ki vodi do struktur in tako naprej. No, začel je, najpomembnejša dela segajo konec 70. let, 80. leta, in sicer članek, ki opisuje relaksacijske načine v feroelektričnih tekočih kristalih, je članek, ki je še danes startna točka za kakršnekoli analize dielektričnih lastnosti raznoraznih tekočih kristalov, ne samo teh. Relaksacijski načini še vedno se uporabljajo rezultati tega članka za interpretacijo raznih meritev. V to področje sega tudi dodatno razumevanje urejanja v teh tekočih kristalih, kjer je upošteval, da imajo molekule, ki se urejajo v tekočih kristalih, posebno ploščato obliko. In je za ta del vpeljal eno novo sklopitev in šele ta sklopitev je obstoječi teoretični model Pikina in Indelboma nadgradila do te mere, da je bilo mogoče razložiti različne eksperimentalne rezultate, ki do takrat pravzaprav so postavljali veliko vprašanje teoretičnemu razumevanju dogajanja v tekočih kristalih.
Potem so se ob koncu 80-ih let pojavili antiferoelektrični tekoči kristali in v antiferoelektričnih tekočih kristalih so se ta spoznanja nadgradila zopet v dva zelo odmevna modela, v zvezni model antiferoelektričnih tekočih kristalov in v diskretni model antiferoelektričnih tekočih kristalov. Antiferoelektrični tekoči kristali imajo še več prostostnih stopenj kot feroelektrični in zato je v teh še več faz. Med dvema osnovnima fazama fero in antifero se pojavi cel, kako bi rekli, živalski vrt različnih faz, ki jih dolgo niso razumeli njihovih čudnih lastnosti, niso razumeli čudnih meritev, ki so jih dobivali pri njihovem opazovanju in tako naprej. No, rezultat tega modela je bila napoved strukture, ki je bila potrjena šele nekaj let kasneje in rezultat tega je bilo tudi razumevanje vseh faz. Ta model se še danes uporablja, še danes ni bil uvržen v smislu, da bi recimo obstajali, vsaj jaz ne vem za njih rezultati, ki jih v okviru tega modela ni mogoče razložiti. Še ilustracija še ene zadeve je tale model. Ko razmišljate o stvareh, običajno uporabljate tisto, kar znate. Stopiti iz okvirjev, ki omogočajo drugačen pogled na področje, ki ste ga dolgo obdelovali, je izjemno težko. No in to je njemu vedno uspevalo, da je na stvari pogledal nekonvencionalno. In diskretni model je točno rezultat tega, da pogledamo interakcije v snovi, ki bi se morale zvezno spremenjati na diskretni način. No, drug tak primer, ko je nastopil delo na Inštitutu za biofiziko, se je seveda jasno začel ukvarjati s problemi, ki so bili tam relevantni. In na tem področju sta s profesorjem Svetino, današnjim drugim, ki bo predstavljen kot drugi, oblikovala model dvoslojnih bioloških membran. In ta model predstavlja temelj dogajanj, obravnav, ki potekajo še danes. Več o tem bo verjetno povedal Rudi, ampak ko sem jaz pregledovala bibliografijo, citate in podobne stvari, sem videla, da pravzaprav so to članki, ki še vedno predstavljajo, to so članki, ki še vedno predstavljajo izhodišče za raziskave na tem področju. Zdaj, takole na kratko, številke govorijo same. Tukaj vidite več kot 200 člankov, pri tem je treba upoštevati, da je bil profesor Žekš vedno zelo aktiven na vseh mogočih področjih. Ni bil zaprt v pisarno in bi delal samo znanost. Več kot 10 preglednih člankov v monografijah. Članki v monografijah so vedno navabilo. So avtorstvo dveh znanstvenih monografij, obe sta bili zelo odmevni. Druga, kjer je bil glavni kreator, profesor Muševič, je bila razprodana tako rekoč v leto izida. 6200 citatov je verjetno številka, ki sama govori zase, H-indeks 42 pomeni, sami veste kaj. Tako rekoč, zelo veliko število njegovih del je bilo izjemno opaženih. No, tukaj pa mogoče nastopi tudi moja malenkost. Jaz sem eden od njegovih 12 doktorandov. K njemu sem prišla leta 87, ko je profesor, moj prvi mentor je bil profesor Blinc, potem je pa profesor Blinc nekam odšel. Mislim, da je šel za eno leto v Južno Ameriko in je takrat rekel profesorju Žekšu, pač naj me prevzame in potem to je bil začetek nekega dolgega, znanstvenega, pa tudi drugačnega sožitja. Bom o tem še povedala nekaj besed kasneje, ampak ne velja pozabiti njegovih pedagoškega dela. Iz prve roke, moja hči namreč študirala medicino oziroma je še študira, po medicinski fakulteti krožijo govorice, ja, predavanja profesorja Žekša so bila pa res fajn. In številke, ki jih vidite tukaj, so seveda v tisočih. Mnogo ljudi je šlo skozi njegove roke kot predavatelja, učitelja fizike na fiziki, ne na fiziki, na medicinski fakulteti. On se ni zavračal tudi odgovornih družbenih funkcij. Bil je predsednik SAZU, minister za Slovence po svetu, danes je še vedno svetovalec predsednika Republike Slovenije. Poleg tega je imel še cel kup drugih odgovornih funkcij, pa jih ne bi niti naštevala. Kdorkoli se je kdaj lotil tovrstnih aktivnosti, ve, kako požrtne so na čas in ve, kako malo časa za druge zanimive stvari potem ostanejo. Zdaj pa še nekaj. Rada bi z vami delila nekaj osebnih trenutkov.
Če pogledate na spletu slike od profesorja Boštjana Žekša, boste videli, da jih je tam 30% takih, ki ima roke takole, pisalo v roki ali pa nekaj podobnega. To je tako rekoč tipična drža v debati. Kadar je poskušal kakšno stvar argumentirati ali pa nekaj podobnega, je bil vedno pri roki svinčnik, papir, ki je potem ilustriral z grafi in podobnimi zadevami razmisleke, ki so bili predmet debate. Največ ga poznam v tej obliki. Poznam ga pa tudi v tej obliki. Sicer ne vem, odkot je to, jaz bi rekla, da je to iz Državnega zbora, tale slika, ampak jaz poznam to kot izraz na obrazu, ki sem se ga najbolj bala od vsega. Se pravi, skepso. Tega ti pa ne verjamem. To, kar mi pa zdaj prodajaš, to so buče. Tole mi pa v času, pred doktoratom, sva se vikala in najbolj grozna stvar je bila, tole mi pa razložite z besedami, ne z enačbami. Če ne gre brez enačb, potem to ni vse skupaj nič vredno. In res, mislim, ko sem se tega naučila, da moraš formirati idejo najprej v glavi in da potem zapišeš enačbe. In da je enačba samo tista skrčena oblika vseh tistih besed, ki jih porabiš, da isto stvar poveš še enkrat. Takrat so se pravzaprav začele stvari bliskovito odvijati tudi v moji znanstveni karieri. No, in tretja stvar, ki mi je pa delala največ težav, najti sliko, kjer se profesor Žekš smeji. Kdor ga pozna, ve, da se pogosto smeji, da se rad smeji, da ima izjemen občutek za humor, da zna detektirati, kako bi rekli, smešne situacije oziroma humorne zadeve tudi tam, kjer jih človek ne bi pričakoval. No in to je ena ilustracija. V Franciji sva bila oba na eni konferenci in čisto slučajno sem dobila vstopnico še na, oziroma tisto listek za veliko večerjo in potem sva tam sedela in se pogovarjala o vseh mogočih zadevah in seveda jasno, kadarkoli sva sedela skupaj s profesorjem Žekšem, sva se nujno začela pogovarjati o tistih skupnih znanstvenih problemih. In eden od teh je bil pravzaprav precej banalen, nekaj, kar je bilo že zdavnaj izračunano, in sicer razvijanje ferroelektričnega tekočega kristala v električnem polju. In sicer tale gornja slika kaže pravzaprav eno tako stilizirano sliko polarizacije v plasti, takrat, kadar ni električnega polja, takrat se pač molekule so nagnjene, imajo polarizacijo, se lepo zložno vrtijo, medtem ko takrat, ko vključimo polje, se število molekul, ki so v smeri polja, povečajo in število molekul, ki so obrnjene proti smeri električnega polja, teh se pa zmanjša. To izgleda normalno in računi kažejo takole, da se to območje povečuje, tole se zmanjšuje, ampak ne fiksno. Tile se morajo obračati gor, tile pa dol, ostajajo na mestu. In jaz sem takrat rekla, takole mimogrede, da jaz ne verjamem, da bi se molekule, ki jim je dobro, žrtvovale za tiste, ki jim ni tako dobro, zato da bi bili vsi skupaj bolj zadovoljni. In to je bila ena od stvari, ki se je začel smejati in se je smejal in se je smejal in se je smejal 5 minut, na kar je to ponovil s temi besedami. No, in potem smo začeli o tem problemu razmišljati na drug način. Jaz mislim, rečeno mi je bilo, naj bo predstavitev kratka. Zdaj, jaz sem čvekljiv človek, pa navadno dolgo govorim in ne vem, sem ostala v časovnih okvirih ali ne. Jaz mislim, če kdo si profesor Žekš, naziv zaslužni znanstvenik zagotovo zasluži. In sem zelo vesela, da sem imela priložnost, da ga za ta naziv tudi predlagam. Hvala. Hvala profesorici doktorici Mojci Čepič. Seveda iskrene čestitke nagrajencu, kateremu bomo pa priznanje izročili naknadno. Naj povem, da se je akademik Boštjan Žekš, kot smo slišali, opravičil, nas je pa toplo prosil, da prireditev vendarle speljemo in da ga ne čakamo. Upam pa, da se nam v kakšni drugi priložnosti kmalu spet pridruži. Zdaj pa k mikrofonu že vabim profesorja doktorja Rudolfa Podgornika, ki bo predstavil drugega dobitnika priznanja zaslužni znanstvenik Inštituta Jožef Stefan. Torej, zelo sem vesel in veliko čast mi je, da lahko svojega starega prijatelja, mentorja, sodelavca, akademika, profesorja doktorja Sašo Svetino predstavim temu zboru in da sem lahko bil
sopredlagatelj za to izjemno čast na inštitutu. Ko sem se pripravljal na to predavanje, sem razmišljal, kako bi v eni transparenci povedal nekaj, kar si boste lahko zapomnili o profesorju Svetini. In to je ta transparenca. Tam ni treba razlagati, kdo je. Tole, kar vidite, to sta dva lipidna vesikla. To je največji del njegovega znanstvenega delovanja, je bil posvečen temu. In tukaj je slika ameriško-švedske slikarke Sare Cohn, The Birth of Biophysics, torej rojstvo biofizike. Profesor Svetina prav gotovo je bil, če ne drugega, babica pri tem rojstvu. Prvi slovenski biofizik. Hkrati je pa profesor Svetina človek, ki je zdržal pod vsemi režimi na inštitutu Jožef Štefan. Od profesorja Peterlina naprej. Mislim, da ni nikogar več, ki bi to lahko zase trdil, da je bil del inštituta od prvega direktorja naprej. Se pravi, Saša je res pomemben v mnogih pogledih, predvsem pa za slovensko biofiziko kot njen začetnik. Saša sicer trdi, velikokrat, ko se pogovarjava, kako je bilo težko, ko je začel z biofiziko, ampak jaz mu odgovarjam, da je saj lahko obdržal pisarno na inštitutu Jožef Štefan, z nekaterimi drugimi biofiziki. Saša je začel pri profesorju Blincu, tako kot prejšnji nagrajenec, profesor Žekš. Tole je bilo tisto, s čemer se je ukvarjal. Predno se je začel ukvarjati z biofiziko, torej šlo je za opis tuneliranja protonov v kristalu KH2PO4. Skupaj s profesorjem Blincem sta postavila teorijo, ki je slonela na pojavu tuneliranja protonov med dvema potencialnima jamama in sta leta 1966 objavila članek na to temo. To je več kot 50 let nazaj. Mislim, da je bil to prvi Sašin članek, znanstveni članek, ki se še danes citira. Vsako leto nekajkrat udari po tem članku. To je nekaj članki z več kot 200 citatov, prav gotovo predstavlja nek trajen prispevek znanosti in to je Sašin prvi pomemben prispevek k znanosti. Potem se je nekako zamenjal svoje področje v nekem smislu in se res začel ukvarjati z biofiziko. Je oral seveda ledino na tem področju, predtem niti ni bilo nekih raziskovalnih projektov z področja biofizike. Saša je dobil prvega, mislim, da leta 1972. In to je v bistvu začetek programa, ki traja še danes v taki ali drugačni obliki, ampak od takrat izhaja ukvarjanje predvsem s teoretično biofiziko. Saša je vpeljal kot biofizik, je vpeljal različne probleme, s katerimi so se kasneje ukvarjali njegovi študenti, doktorandi in tako naprej, med drugim tudi jaz, čeprav Saša je bil moj mentor za diplomo in magisterij, za doktorat je bil potem profesor Žekš, ampak smo nekako skupaj vedno delovali. Torej, to je najpomembnejši problem, ki ga je vpeljal Saša, vprašanje oblike lipidnih vesiklov. In to je bil tudi njegov največji prispevek k biofiziki, da je vpeljal elastični model, oziroma model za elastično energijo teh vesiklov in pokazal, da rešitve tega modela za različne parametre vodijo k faznim prehodom med različnimi oblikami vesikla. Tukaj vidite, mislim, da je to vzeto iz njegovega članka iz leta 1989, znameniti članek, kjer sta s profesorjem Žekšem skupaj razložila fazni diagram, oblikovni fazni diagram lipidnih vesiklov. Mislim celo, da do takrat nekako se ni nasplošno govorili o faznem diagramu oblik, da sta one dva v veliki meri vpeljala ta koncept. Torej ne gre za termodinamske faze, ampak gre za oblikovne faze.
To se pravi, če gledamo parametrski prostor, to je neke vrste brezdimenzijska površina, brezdimenzijski volumen in v odvisnosti obeh dobimo različne rešitve za minimum elastične energije. In včasih ena oblika preide v drugo skozi prehod drugega reda, včasih pa skozi prehod prvega reda. To je bila teoretična napoved, lahko bi rekli, pač to bi pričakovali, ampak to, kar pa zares vidimo v eksperimentu, bo nekaj drugega. Ni res, skozi leta, in to delovanje se še vedno dogaja, so eksperimentalci odkrili dejansko vse faze, ki sta jih napovedala v tem znamenitem članku. Kot rečeno, še danes študirajo fazni diagram, oblikovni fazni diagram, ker je pač zelo zapleten. Kot bi človek rekel, oziroma si mislil, da neka membrana, ki jo opišemo s klasično elastično energijo pri določenih pogojih, da to ne more biti pretirano zapleten problem, pa je, ker je nelinearen, seveda, močno nelinearen in to pripelje do vseh teh prehodov in oblikovnih stanj. Torej, tukaj vidite, vsaka od teh slik je seveda eksperimentalna in puščice kažejo na tisti del faznega diagrama, izračunanega faznega diagrama, kjer je Saša pokazal, da mora ta oblika obstojati. Res se jo najde. Nekatere še iščejo, če sem prav seznanjen, ampak sem prepričan, da jih bojo našel. To je še vedno področje, zelo pomembno področje. Vsake toliko časa je nek nov prodor, nek nov koncept in tudi kasneje je Saša sodeloval pri vpeljavi novih konceptov. Recimo tole je v zadnjem času zelo zanimiva stvar. Preščip mehurčka, če spreminjate zvezno nek parameter, vidite, da greste iz zaprte oblike vesikla, v nekem trenutku dobite tako na pol preščipneno in na koncu zares preščipneno obliko. To se pravi, pride do podvajanja, do neke vrste reprodukcije, samo reprodukcije vesikla. In to je tisto, kar mislim, da zadnje čase Sašo zelo zanima, to se pravi model nastanka, izvora življenja in pa vpliv različnih evolucijskih principov na take preproste sisteme, kot je lipidni vesikel. Še enkrat, tukaj ni neke velike biologije, zadaj je zgolj elastična energija, ki je odvisna od različnih parametrov in ko te parametri grejo skozi določeno področje v parametrskem prostoru, lahko iz enega vesikla dobite dva. Takole to zgleda, zaprav zares. Tudi, če gledamo časovno odvisnost oblike vesikla, začnemo z enim vesiklom, pri določenih pogojih, ki so neravnovesni, to se pravi, morate imeti neke neenakosti, če ni neravnovesja, sledi smrt, to se pravi, bi ostali tukaj. V neravnovesju pa dobite nek časovni razvoj, ki se na koncu zaključi z dvema ločenima vesiklama. To se pravi, začnemo z enim, dobimo dva, kar je res najbolj preprost primer samoreprodukcije, kot ga lahko opazimo eksperimentalno. S samoreprodukcijo različnih anorganskih sistemov so se ljudje na veliko ukvarjali, to ni edini rezultat na tem področju, je pa, tako se meni zdi, najbolj preprost. To je res izjemno preprost sistem, ki pokaže zelo zapleteno obnašanje, ki je podvrženo evoluciji. Torej, Saša, kot rečeno, je bil dolga leta član različnih biofizikalnih društev, tudi glede na to, da so se države menjale, so se menjala potem ta biofizikalna društva. Tole je simpozij iz leta 1980 v Trogirju, takrat še jugoslovanskega biofizikalnega društva. Tamle vidite, kako se razsvetino, je obkrožen. Drugi nagrajenec, oziroma prvi nagrajenec, o katerem je Mojca govorila, jo vidiš pa tam. Vidiš? Čist na skrajni desni strani. Tista, ki so sred. Drugi je tista, ki so v sred. Kje? Ne, to. Ne še. Takrat še. To je bil tudi prvi biofizikalni simpozij, mislim, katerega sem se jaz udeležil. Takrat sem spoznal, da je Saša pomemben
organ teh združenj, ja, za kar je dobil tudi nagrade. Našel sem pa še nekatere druge slike iz malo kasnejših obdobij, recimo tole iz leta, mislim, da 95, nisem čisto prepričan, ja, nekje v Italiji, ne? Mogoče se, kako? Ne, tudi ne. Neko manjše mesto je. In sicer se spomnim, da smo se peljali za nekim kombijem, mislim, da inštitutskim kombijem, ne? In v tole mestece in potem so ulice postajale čezdalje ožje, ne? In vmes smo šli med neke gostilne, so vsi prijeli mize in stole in se umaknili in vmes debatirali in smo se naprej peljali in nenadoma, ne, je ulica postala tako ozka, da nisem mogel več naprej. Tako da je bil treba pač v rikverc, pa so se spet presedali malo sem in tja, ne, in potem smo se nekje slikali v mesto. Tole je profesor Ziharal, ta drugi, jaz v sredini in Saša tamle. Nekaj, to sprav 15 let po tisti sliki, ki sem jo prvo pokazal. Tole je še bolj, torej še manj časovno oddaljena slika našega programa P10055, ki izhaja iz Sašinega biofizikalnega projekta iz leta 1972, več ali manj kontinuitetno, in to je bilo neko srečanje tega programa na Bledu pred mogoče 10 leti. Ne? 4 leta pa ne bo. Čas teče zelo hitro. No, tukaj vidite seveda spet profesor Žekša, profesor Svetina, Mojca je nekje, ne? Tam zadaj. Saša Svetina je predan znanstvenik. Mnogi tukaj v dvorani seveda veste, kaj to pomeni. In Saša je res, ne moram reči tudi kot predan znanstvenik. V vsem času, ko ga poznam, ko sem ga poznal, se je ukvarjal z znanostjo, intenzivno ukvarjal z znanostjo, se popolnoma posvečal znanosti, odpiral nova področja, pisal članke, delal eksperimente, vzgajal mladino. Ni pa samo znanstvenik, ne? Če Sašo povabite na simpozij, vam bo tudi tole izvedel, ne? Tukaj ga vidite, kako igra na klavir. Saša je precej dober pianist, ima tudi dober repertoar na simpozijih, ne? V splošno veselje. Se včasih ljudje tudi zavrtijo, potem, ko igra na klavir. Torej, toliko sem imel jaz zapovedati, kot rečeno, zelo sem vesel, veliko čast mi je, da sem lahko predlagal Sašo za to pomembno nagrado, lahko tako rečemo. Pri nas imamo seveda, na naravoslovju imamo pomembne zasluge za znanost, v nekaterih drugih področjih imajo pomembne zaslužke, kot smo videli v zadnjem času. V tem mislim, da je tudi bistvena razlika. Saša ima velike zasluge, nihče tukaj najbrž nima zaslužkov. Kakorkoli že, Saša, želim ti še na mnoga leta, vem, da si še vedno aktiven, tako kot ves čas, kot pravi znanstvenik, in pač, da boš odkril še kaj, nad čemer pač bomo vsi, nad čemer bomo veseli, brali tvoje dosežke. Hvala vsem za pozornost. Hvala profesorju dr. Rudolfu Podgorniku, seveda zdaj pa vabim dobitnika priznanja, akademika profesorja dr. Saša Svetino, da se nam pridruži tle na odru, hkrati pa tudi direktorja inštituta, profesorja dr. Jadrana Lenarčiča in profesorja dr. Petra Prelovška, ki bo danes zastopal znanstveni svet inštituta, da podelita priznanje zaslužni znanstvenik inštituta Jožef Štefan. Iskrene čestitke. Lahko se še usedete. Zdaj pa je na vrsti še predstavitev zadnjega nagrajenca. K mikrofonu vabim še profesorico doktorico Darjo Lisjak, ki bo predstavila tretjega dobitnika priznanja zaslužni znanstvenik inštituta Jožef Štefan, prosim. Lepo pozdravljeni, zaslužni znanstveniki, direktori in vsi ostali prisotni.
Zaradi odsotnosti vodje odseka profesor dr. Darko Makovca, ki je tudi prvi predlagatelj za ta zaslužni naziv profesor Mihajla Trofinika, bom danes v njegovem in tudi v svojem imenu predstavila profesor dr. Mihajla Trofenika. To mi je veliko veselje in čast, kajti on je moj sodelavec in tudi vzornik. Zdaj, kot slikovno podlago sem jaz izbrala bolj tisti drugi del, ki je pa tudi nujno potreben za doseganje velikih raziskovalnih dosežkov. Profesor Drofenik je raziskovalno kariero začel na odseku za keramiko in ko sem jaz prišla na ta odsek, je bil že znanstveni svetnik na IES in vodja programa za elektronsko keramiko. Kot sami vidite, so in smo na tem odseku znali ustvariti prijetno vzdušje, ki je vodilo do veliko uspešnih rezultatov in tudi veliko spominov tipa še pomnite tovariše. Profesor Drofenik je raziskoval predvsem na dveh raziskovalnih področjih, je povezani s keramičnimi materiali in sicer magnetnimi, feritnimi materiali in polprevodnimi materiali pozistorji. V zadnjem obdobju pa je svoje izjemne rezultate dopolnil tudi z področjem sinteze in uporabe magnetnih nanodelcev. Njegovo raziskovalno delo na keramičnih oksidnih materialih je postalo klasika v ožjem pomenu besede, saj je utemeljil spoznanja povezanosti mikrostrukture in magnetnih lastnosti. In ta spoznanja so cenili ne le v akademskih krogih, ampak tudi v industriji doma in po svetu. Že njegovi rezultati raziskav klasičnih keramičnih feritov so pripomogli k uspešni proizvodnji feritov v Sloveniji, nekdaj v okviru tovarne Iskra Feriti in zdaj v tovarni Kolektor, ki trenutno zaposluje 200 ljudi. V tem okviru je profesor Drofenik vzpostavil skoraj 2 desetletji trajajočo bilateralno sodelavo s tovarno Iskra Feriti, kar je bistveno pripomoglo k razvoju odseka za keramiko. Omeniti pa moramo tudi njegov prispevek k ustanovitvi in delovanju inštituta Nanotesla, ki orje ledino pri prenosu sinteze nanomaterialov iz laboratorija v slovenska podjetja. Druga njegova ljubezen je polprevodna keramika pozistorji, ki je še vedno eden najpomembnejših elektronskih materialov. Skupino je razvil več različnih vrste keramike in pomembno prispeval k razjasnitvi pojava anomalije v rasti polprevodnih zrn barijevega titanata. Ta pojav so mnogi poskušali pojasniti že več kot 30 let pred njim, on pa je to uspel na osnovi termodinamskih zakonitosti in postavil izvirni model, ki ga je sprejela širša mednarodna javnost in je bil celo poimenovan po njem. To svoje znanje je uspešno prenesel najprej v tovarno Feriti in kasneje še v tovarno Stelom v Žužemberku, s katero še vedno sodelujemo z manjšimi projekti. Leta 1997 je sprejel mesto rednega profesora na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru, kar ga ni ustavilo pri njegovem raziskovalnem delu na IES. Ostal je vodja programa in skupine za magnetne in polprevodne materiale, ki smo jo sestavljali raziskovalci iz IES in iz fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Pri reorganizaciji matičnega odseka za keramiko je ustanovil odsek za sintezo materialov, katerega je v začetku tudi vodil. V obdobju delovanja novega odseka je v raziskovalni program vpeljal tudi raziskave magnetnih nanodelcev. Te raziskave so s časoma presegle okvire programske skupine in postale pomembna raziskovalna tematika v slovenskem raziskovalnem prostoru. Med drugim so bile osnova za eksperimentalni dokaz feromagnetnih tekočin, ki smo ga uspeli narediti sodelavci iz F7. Ravno zaradi njegove iniciative se je Slovenija pridružila skupini držav, ki preko omenjenih raziskav povezujejo tehniko in biomedicino in s tem spreminjajo njihove klasične razmejitve in omejitve. Kot nosilec raziskovalnega programa je prispeval k znanstveni odličnosti z več kot 200 članki, z več kot 2300 citati in se poleg tega tudi intenzivno ukvarjal s pedagoškim delom,
na Univerzi v Mariboru. Za svoje raziskovalno delo je prejel številne nagrade, med drugim tudi Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke. Bil je predstavnik stroke v različnih državnih organih in uspešen mentor. Pod njegovim mentorstvom je diplomiralo več 10 študentov in doktoriralo 12 raziskovalcev. In še zdaj po upokojitvi vodi 2 doktorska študenta. Tudi meni je bil raziskovalni mentor in ne morem si zamisliti boljšega. Naprimer, že pred prvo mojo konferenčno predstavitvijo mi je rešil mojo tremo s klasičnim kemijskim pristopom, z uporabo osnovne kemikalije alkohola, sicer v pravi zdravilni dozi enega gin tonika. In to je bilo moje najboljše predavanje še vedno. Na veliko občudovanje vseh nas sodelavcev je profesor Drofenik veliko raziskovalnega dela opravil sam. On se ni ustrašil niti PowerPointa in za razliko od velike večine mojih mlajših sodelavcev na K5, meni ni bilo treba popravljati njegovih prezentacij. Skupaj z nami se je pred leti celo naučil analitskega dela na presevnem elektronskem mikroskopu in postal uradni operater na Joule 2100. Ampak po svoji osnovni izobrazbi je profesor Drofenik fizikalni kemik. In zadnja leta se posveča termodinamski razlagi homeopatskega zdravljenja in kot mi je povedal, si to razlago tega mehanizma šteje za svoj največji življenjski uspeh. Zaradi njegovih iskrivih idej, raziskovalne vneme in ostroumnega humorja se ga vsi vsak četrtek in petek na K8 veselimo, kajti to sta še njegova 2 dneva, ko pride na IS. Kot profesor splošne in anorganske kemije nam je velikokrat pomoč s svojim širokim znanjem kemije. In vse nas zanima, odkot našemu Mihi vsa ta energija in izvirnost. In edini odgovor, ki ga najdemo, je v njegovi vsestranskosti. Tudi Miha je, poleg tega, da je velik poznavalec in ljubitelj zgodovine, tudi glasbenik. Pred leti sva bila na konferenci na Kitajskem in potem sva še podaljšala z obiskom v Peking, kjer je razveselil kupce in prodajalce v nakupovalnem centru z izvedbo listovimi ljubezenskimi sanjami. Miha je tudi športnik, bivši državni reprezentant v plavanju, surfer in pohodnik. In na tem izletu na Kitajskem sva šla tudi na Kitajski zid. Na tem pohodu sta iz celega avtobusa naju prehitela samo en mlad valižanski par. Na koncu pa sta videla to tablo, ki prepoveduje udeležbo starejšim od 65 let, kar seveda Miha ni oviralo, kot ga niso ovirale ne soške brzice, ne večurno plavanje. Nekoč se je na Bledu med plavanjem celo izgubil, ker je plaval tako dolgo, da je bila tema in nas potem ni našel. No, Miha je pa tudi mož, oče in ded. Ostroumni opazovalec in prijazen človek. Človek, ki za vsakogar najde izvirno pohvalo in razume, da je treba življenje tudi uživati. Starejši Mihovi sodelavci bi ga znali bolj celovito predstaviti. Jaz pa samo še v svojem in imenu K8 zahvaljujem in čestitam za ta naziv. Hvala profesorici doktorici Darji Lisjak za to prijetno predstavitev. Seveda spet vabim dobitnika priznanja, profesorja dr. Mihaela Drofenika in pa direktorja inštituta ter predstavnika znanstvenega sveta, profesor Lenarčič in profesor Prelovška, da podelite priznanje. Zaslužni znanstvenik inštituta Jožef Štefan. Tako iskrene čestitke, hvala vsem. Priznanja so podeljena, kot še enkrat iskrene čestitke in zahvala vsem. Upam, da smo uspešno obudili delo nagrajencev in njegov pomen za slovensko znanost, ki bo kot tak ostal za vedno.
Vsem prisotnim seveda hvala, da ste bili tudi danes z nami. Zdaj pa vas vabim še v galerijo na prijetno druženje, klepet in seveda prijeten in lep popoldan še naprej. Hvala lepa.